Gorenjska obzorja. Na stežaj. Ja, čas je, da odpremo vrata naše radijske klepetalnice Na stežaju, v kateri danes gostimo človeka neštetih talentov, stoterih glasov in podob, ki uspešno povezuje resno glasbo in vrhunsko satiro. Z nami je prejemnik nagrade Franeta Milčinskega Ježka, magister violončela, ki je že v času študija dosegal vidne uspehe doma in na tujem, pa seveda izjemen satirik, ki že več kot 20 leti ustvarja tako radijski kot televizijski program. Tilen Artač, dobro jutro. Dobro jutro. Kako si? V redu, fajn. Velike dela zdaj, konec junija se zaključuje delo in na radiju, na televiziji in vsi ostali projekti, ki so v tem trenutku aktualni v mojem življenju. Sem pa dobro, malo zmatran mogoče. Tako preddopustniško navdahnjen. Ampak za radio je to fajn, ker imam tak nizek glas. Tako šarmanten, da zjutraj prav prijetno poboža in prebuja. Zdaj midva sva se dogovorila, da se bova tikala, ker se že kar nekaj časa poznava. Ja. Pogovor pa začela z glasbo, ki te pravzaprav spremlja že od malih nog. Ne? Mama je, kolikor vem, kriva za to, da si ti zajadral v svet glasbe že zelo zgodaj, pri tem 7 letih, če se ne motim. Ja, mama je takrat predlagala, da bi obiskoval glasbeno šolo. Izhajam z glasbene družine. Mama je tudi več kot 30 let pela v zboru Slovenske filharmonije, tako da je bila glasba na nek način prisotna v naši družini. Predlagala je violončelo, jaz sem se s tem strinjal. Moram priznati, da ima dober okus za inštrumente, tako da je bilo kar pametno, da sem jo takrat poslušal. In upošteval ter začel z delom v glasbeni šoli, z violončelom sta spletla eno tako prav posebno vez. Kakšno mesto ima v tvojem življenju, oziroma kako sta se spoznavala, zbliževala in ne nazadnje tako zelo vzljubila, da je violončelo del tvojega poslanstva, del tvoje poti? No, zdaj te izjave, ki jih bom dal, bo šle najbrž v rumeni tisk, ne, ker smo tako osebno sva šla že na samem začetku. Mislim, violončelo je tak zelo zanimiv inštrument. Zvok violončela je najbolj podoben človeškemu glasu. Ima zelo velik razpon na violončelo, lahko igraš zelo visoko, lahko igraš zelo nizko, zelo je primeren inštrument za igranje v komorni glasbi. Tako da srečal sem se z njim že v mladih letih. Potem sem pa s časom videl, da me dejansko violončelo, klasična glasba, da me to zanima. In sem se odločil, da grem potem študirati naprej. Študiral sem potem na Akademiji za glasbo v Zagrebu, kasneje v Gracu. Ampak vedno tako pravijo, jaz sem imel vedno v glavi, da bom profesionalen glasbenik, da se bom z violončelom ukvarjal in da je to, da sem jaz najdel svoje poslanstvo v življenju. Človek obrača buh obrne, pa sem se začel pa ukvarjati tudi s satiro, z imitacijami, zelo zgodaj, že pri 17 letih praktično sem spoznal Saša Hribarja in sva začela potem skupaj ustvarjati tudi najprej na radiju, v radijski oddaji Radio Gaga, ki jo še danes naprej peljemo in imamo vsak petek, smo v živo v etru na prvem programu Radia Slovenija in kasneje potem delo tudi na televiziji. Je pa violončelo kljub temu ostalo del tvoje poti, še vedno ga rad primeš v roke, še vedno nanj zaigraš. Zdaj, če sem prav zasledila, 3 imaš nekje doma, oziroma 3 violončela so zaznamovala tvojo pot. Ja, prvi je inštrument, ki sem ga uporabljal v gimnaziji, potem kasneje sem pa dobil ob podpori staršev seveda inštrument, francoski inštrument, prvi bil italijanski inštrument, drugi francoski. In ti bolj pašajo, ne? V Luzanu si ga kupoval. Ja, preveč ne smemo povedati, da bom jaz to... Ja, kupil sem ga drugače v Luzani, v Švici. Tam je en znan atelje Gerber. In to je pač nek atelje, kjer so kupovali inštrumente svetovno znani klasični glasbeniki. Tako da, ampak da si ljudje predstavljajo, tu priješ v atelje in gospod Mastrangelo ti da na razpolago 15-20 inštrumentov,
pa se pa znajti. In on je šel in je prišel čez 6-7 ur nazaj. Srečo sem pa imel takrat, da sem kupoval ta inštrument z mojim profesorjem iz gimnazije, profesor Igor Mitrovič, ki se zelo, zelo spozna na inštrumente in sva dejansko imela potem srečo, da sva dobila res dober inštrument, ki je pač tudi ustrezal meni, mojemu karakterju, mojemu načinu igranja. Italijanski inštrumenti so lahko malo bolj tak močan zvok, tudi inštrument je nekako drugač narejen, francoski so pa znani potem, da imajo bolj mehek zvok, tako da mogoče sem jaz bolj mehek človek, ne vem. Tak francoski šik, pa francoska eleganca, ja, ne? Tak, občutljiv. No, in s tem inštrumentom si potem veliko nastopal na različnih turnejah, tudi kot študenti, ne? Ste skupaj s profesorjem precej vandrali po svetu. Ja, imel sem to srečo, da sem lahko igral v komorni zasedbi ansambel Čelomanja, to je ansambel 12 violončel in je bilo zelo zanimivo in fajn, oziroma to srečo sem imel, da sem sodeloval res z odličnimi mladimi glasbeniki pod taktirko profesorja Valterja Dešpalja. To je bil profesor iz Akademije za glasbo v Zagrebu in najprej smo mi šli v Polauberg. Polauberg je neka mehna vasica na hribu, če greš od Graca proti Dunaju. In smo tam najprej 2 tedna vadili, cele dneve, od jutra do večera in smo se res ukvarjali s klasično glasbo, jaz pravim temu v milimeter. Ne? In po 2 tednih, ko smo se to navadili, smo šli pa potem na turnejo, od Ljubljanskega festivala do Dubrovniškega festivala. Enkrat smo imeli recimo, turnejo po manjših mestih, po Istri. Seveda, pa smo imeli pa tudi večje projekte od Amsterdama do Pariza, Haga in tako naprej. Ne? Tako da sem zelo vesel, da sem dal to v življenju čez. Igrali smo pa različne kompozicije, od klasike pa tudi do priredb in zaradi sodelovanja v tem orkestru sem potem imel to čast, da sem sodeloval z glasbeniki, svetovno znanimi glasbeniki, kot so Miša Majski, Giovanni Solima, Monika Leskovar. In sodelovati s takimi velikimi glasbeniki je mlademu študentu zelo velika čast in pa predvsem zelo veliko se učiš od tazga človeka in če si pač zraven njega, lahko srkaš še dodatno znanje, ki ga, samo preko poslušanja glasbe, ki on izvaja, ne moreš. Tudi sam si veliko srkal znanje od vseh svojih mentorjev, pri tvoji karieri imitatorja pa ti je zelo, zelo veliko pomagala tudi glasba, ne? Slišati te prave stvari je še kako pomembno, tudi pri imitaciji zdaj. Definitivno pri imitacijah je zelo dobro, da ima človek izostren posluh, to zelo pomaga in večinoma se mi zdi, da ko imitiram lik oziroma ko ga igram, vse izhaja iz glasu. Tako da to, da razvijam posluh oziroma sem ga razvijal že od mladih nog, mi definitivno je to pomagalo. Da sem naštudiral določene like, ki jih je mogoče zelo težko naštudirati, ampak če slišiš te neke nianse, res neki minimalno, kar je v glasu in ko to razviješ, ko potenciraš to, ko narediš, ko karikiraš, to je potem imitacija lahko zelo dobra. Nekatere so seveda zelo dobre, ene niso toliko, ene so malo slabše. Ne moreš da vseh likov narediti res v nulo, ampak je pa nekaj, ki so pa res zelo zanimive in se tudi ob njih zabavam. Si šolan klasični glasbenik, ampak ne zaprisežen ljubitelj samo klasične, resne glasbe, ne? Glasba je tvoja strast in jo z veseljem raziskuješ na vseh področjih. Ja, definitivno, pač poslušam glasbo, za katero mislim, da je dobra, da je kvalitetna,
zelo rad poslušam tudi slovensko glasbo. Mislim, da imamo v Sloveniji res ogromno dobre glasbe. Smo imeli, jo imamo in predvidevam, da jo bomo še imeli, kakor pač spremljam, kako se vse razvija, tako da sem fan slovenske glasbe. Seveda v prvi vrsti pa del oziroma največ časa v svojem življenju sem posvetil klasični glasbi, filmska glasba me zelo zanima. To je glasba pač, ki je res zelo zanimiva in ne morem reči, da poslušam elektronsko glasbo, poslušam, ne. To je tudi ena od teh bom rekel, to je en žanr, ki ga zelo rad raziskujem. Ti pride poznavanje širokega nabora glasbenih uspešnic prav tudi pri ustvarjanju oddaje, kaj dogaja, glede na to, da se lotevate glasbenih klasik z novimi besedili. Ja, mislim, mi naredimo, večinoma delamo seveda priredbe slovenskih komadov, ne. Zdaj izberemo, kako. Najprej poskrbimo, da je komad res dober, da je prepoznaven, da je popularen, pa da se usede, ne, na prirejen tekst. Tako da dobimo se, premislimo, kako bi to zapeljali, kjer komad bi bil primeren, pa zelo pomembno je, jaz skinu vokal tega komada ali ga ne bom, ne, ker konec koncev nisem zdaj jukebox, ne, zdaj vse skineval, tako da to najdemo in se vržemo na glavo in kar bo pa bo. Ne razmišljamo pol, a vratel ali no vratel, ker se enkrat zmenimo in potem se zadeva začne. In potem ustvarjati. Vedno rata. Mi gremo zdaj naprej z nekaj glasbe, o nadaljevanju pa seveda povemo še kakšno zgodbo iz studia Radia Ga-Ga, iz studija oddaje Kaj dogaja in še kakšno drugo zanimivost iz Tilnovega življenja. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. S Tilnom Artačem klepetamo danes o glasbi, imitacijah in satiri. Če sva začela z glasbo, bova zdajle nadaljevala z imitiranjem. Radio Ga-Ga je bil tisti medij, ki te je, lahko rečeva, izstrelil v svet imitatorstva. Ki me je rodil. Ki te je rodil. Sašo Hribar, pa človek, ki je bil tvoj mentor, spremljal si ga že od malih nog, menda se je Radio Ga-Ga večkrat slišal v vaši hiši, prvo srečanje pa je bilo usodno prav na televiziji, a nada? Res je, z Juretom Godlerjem sva šla takrat nastopati v oddajo TLP. Tistega lepega popoldneva. Tako, v tej oddaji je bila rubrika 5 minut slave in sva se z Godlerjem prijavila, bila sva namreč sošolca v gimnaziji, sva se prijavila na nastop v to rubriko in sva naredila nek program, napisala celo scenarij. 5 minute trajali in v tej oddaji mi je tudi Sašo svojo rubriko Kislo jabolko in smo se potem tam spoznali. In je rekel, ko je videl naj nastop, da če naj jo zanima sodelovanje v Ga-Gaju, če naj jo zanimajo imitacije, ne prideva tja, ampak v štartu je rekel, ne rabim imitacij, ampak rabim nove imitacije, tako da naredi nove imitacije, pa prid na radio. Naredil sem par imitacij, prišel na radio, šel takoj v eter, to je Sašo znova, ne. Bil je zelo dober mentor in on te je pač vrgel v eter, da si nekako splaval, potem ti pa vedno dajal material, prav materijala, to, da si lahko naprej ustvarjal in bil z njegovo pomočjo še bolj kreativen. Tako da, poleg tega, da je bil seveda za moje pojme čarovnik z besedami, je bil res zelo dober profesor, mentor, kar se tiče satire in pa imitiranja in valjda sem zelo vesel in mu hvaležen, da mi je dal priliko, pa da se z mano ukvarjal, ne. Jaz sem začel sodelovati v oddaji Radio Ga-Ga pri 17 letih. Kaj ti je kot mlademu fantu, kot mulcu pomenilo, da te je Sašo opazil pa povabil k sodelovanju? Mislim, veliko mi je pomenilo, ampak jaz sem vedno hodil v oddajo Radio Ga-Ga se zabavati. Meni je ta oddaja bila vedno žur. Nikoli velike improvizacije v tej oddaji. Nikoli nismo vedeli, kaj se bo zgodilo, kam bomo šli z oddajo. Zmenili smo se, gremo od kle do kle. Med samo oddajo smo šli čist drugam. Tako da
vedno je bilo neko pričakovanje, je bilo, kaj se bo zgodilo v tej oddaji, in zgodilo se je seveda vedno to, kar smo najmanj pričakovali, ne? Tako da totalen žur mi je od nekdaj ta oddaja, in v tej oddaji ne čutim nobenega stresa. Nekako sem se res rodil v tej oddaji in se počutim zelo udobno. Kateri je bil prvi lik, ki si ga v Radiu Ga-Ga tako javno imitiral? Čisto ta prvi. Zlatko Zahovič. Zlatko Zahovič. In me zelo veseli, ker je zdaj svetovno prvenstvo na nogometu in tudi on sam nastopa kot strokovni komentator. Zelo rad spremljam tudi njegove nastope zdaj. Ne? Seveda, najraje smo ga spremljali kot nogometaša, ki je bil pač in je še vedno pač fenomena. Ne? Tako da Zlatko Zahovič je bil prvi lik. Potem sem pa ustvaril ostale like. Takrat je bil minister za okolje in prostor Janez Podobnik, recimo. To je že več kot 20 let nazaj, da ne pomote. Potem je bil eden od likov na samem začetku šahovski komentator Ivo Bajec. Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Tako je velemojster Kasparov predstavil levega skakača na polje A2, kar pa mu je odgovoril s fantastično potezo kmet na B3. Ja, tako se je začelo, potem pa se je nadaljevalo, zdaj jih imaš že konkretno čez 100 oziroma... Likov, ja? Ne vem koliko. Zadnjič smo imeli oddaji Kaj dogaja, 200 oddajo. Kar pomeni, da na oddajo naredimo eno malo teraso oziroma 2 ali pa do 3, in teh malih teras je že, se pravi, 250 imitacij, pa kaj pa vem, tam okoli jaz rečem med 50 pa okoli 50. No, dober, pa še kakšna več. Mogoče. Zdaj, če si že omenil 200. oddajo, Kaj dogaja, ne, menda si moral potem na poseben test. Ja, menda sem, pregledujem me pa skozi to, pa to pa jih skozi skrbi. Danes bezlam. Da ne najdeš preveč drugih osebnosti, med drugim se mojstrsko preleviš tudi v ženske like, kar je za moškega verjetno poseben izziv. Ena najbolj prepoznavnih je Svetlana Makarovič, pa psihologinja Ifigenija. Povej mi, kako je, ko iz moškega postaneš ženska. Res moraš takoj na WC? Ne. Mislim, Ifigenija je lik, ki je bil en od prvih, ki sem ga jaz zaznal. To je, originalni lik je namreč psihologinja iz moje osnovne šole. Pa ni zdaj tako, da sem jaz bil skozi pri psihologinji, daleč od tega, sem bil kar priden, ampak jaz sem se z njo na hodniku zelo rad pogovarjal. Ko je ona bila na hodniku, sem jaz vedno šel do nje, pa se z njo pogovarjal, ker mi je bila zanimiva, ne, kot karakter. In imela tudi zelo dober smisel za humor. In sem jo začel imitirati. Ne. Potem je pa s časoma ta lik, ko je začel nastopati v oddaji Radio Ga-Ga, se je začel razvijati do te mere, da sem dobil tudi minutažo v oddaji Hribar na televiziji. In dejansko je bila to neka posebnost, ker se je nek lik otroške psihologinje se je začel pogovarjati in spraševati od politikov do gospodarstvenikov, estradnikov, in se je z njimi pogovarjal lik na zelo tak na otroški način, na prijazen način. Ne? In se mi zdi, da je bila to ena taka velika posebnost, no, da se pogovarjal, a ne mogoče tudi s kakšnim poslancem, ali poslanko na tak lep način, da so v Sloveniji tudi poslanci, a ne, ljudje, ki so v politiki začeli delati da so se mečken sprostili, šli vase, a ne, da. Če si pri Ifigeniji potreboval nekaj časa, da si jo ponotranil oziroma jo spremljal nekaj let, kako pa sicer nastajajo liki? Nekateri verjetno hitreje, drugi je malo počasneje. Kako loviš te hakalce, da potem res zaživi človek tako kot v resnici, da si prepričljiv, da ti tudi poslušalci in gledalci verjamejo? Ukvarjam se samo z enim stavkom pri tem liku, a ne, in ga ponavljam. Zdaj nek lik lahko dobim zelo, zelo, zelo hitro. To je stvar parih sekund, s kakšnim mogoče se moram pa mečkan
ukvarjati. Recimo, na samem začetku sem se najbolj ukvarjal z likom bivšega predsednika Republike Slovenije, gospoda Milana Kučana. In zanimivo je to, ko sem ga začel imitirati, me je gospod predsednik potem povabil na nek dogodek, kjer je bil tudi sam prisoten in sem ga potem imitiral. In je gospa Štefka Kučan prišla po nastopu do mene in je rekla, glas je isti, sam malo mlajši je. Pa te je za moža skoraj zamenjala, ne? Bi jo lahko kupil. Zdaj morate vprašati Štefko. Bomo preverili pri njej. Če smo že pri zanimivih zgodbah, kar nekaj se jih je zgodilo. Celo zaročil si se. Svetlana Makarovič. Mene me toži zaradi očetovstva, to sem prebral nazadnje. Tako da Svetlana Makaroviča se zaročila, ja. Ta imitacija je pa zelo prepoznavna oziroma aktualna ratala, ko sem z njo nastopil v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Tam je prišla zelo do izraza, sem jo pa imitiral seveda že prej. Mačje oči so bile takrat. Tako je. Kdor gleda ljudi skozi mačje oči? Ja, vidi svet malo drugače, zdaj ko si že omenil. Jih morda še najbolje pozna. Ja, tudi. Saj mačke vedo, da z ljudmi je tako, da jim radi prinašajo zlo. Ja, če smo že pri oddaji Znan obraz ima svoj glas, zmagovalec 3. sezone, si bil kar močno konkurenco, si imel se vam zdi? V istem času. No, recimo, ne? Samozavest serijsko. Takrat si imitiral tudi Petra Lovšina, ki ga zdaj tudi večkrat ponucaš, pa Zorana Predina. Kakšen izziv? A pa našega Jožeta. A pa Jožeta, ja, tvojega prijatelja. Seveda. Mi pa veliko stopamo v teh koncih. Se je bil vsak teden znova spreminja to glasbenike, stopiti morda izven okvirjev ali pa niti ne tako zelo? Jaz sem se v tej oddaji zelo zabaval. Zelo sem se počutil domačega in ni mi bil cilj samo narediti dober pevski nastop, meni v tej oddaji bil cilj narediti tudi dobre klipe v predstavitvi samega lika, meni je bil glavni cilj potem narediti dober šov po pevski točki, ko smo ocenjevali s komisijo. In jaz sem ostal v liku, oziroma bil sem v liku pred nastopom in ostal sem po nastopu še vedno v liku in v tem sem se zelo zabaval. Ni mi bil point, ta pevska točka je bila meni ta zadnja stvar, s katero sem se ukvarjal. Tako da to je bila neka taka posebnost. Se mi zdi, da ostali so se ukvarjali s pevsko točko, pa se jih razumem, zato ker večinoma so bili pevci in so se s tem najbolj nekako obremenjevali, kako mi je to zapel. Meni je bilo pa ta zadnja, ki me je zanimala, kako mi je to zapel. Mene je zanimalo samo, ali se bojo ljudje režali, ali se bojo ljudje zabavali in to je bil tisti glavni cilj mojega nastopa v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Je pa to, koncept je, se mi zdi meni zelo pisan na kožo in sem neizmerno užival, da ne govorim o tem, da je to oddaja, kjer imaš od zadaj ljudi, ki so vrhunski, kar se tiče maske, kar se tiče kostumov, sama produkcija in vse, plesalci, vsi so hudi strokovnjaki in potem dajo tebe zraven teh strokovnjakov in tudi, če nisi toliko zelo dober, pa če nisi toliko, mislim, če se ne znajdeš toliko zelo, še vedno izpade, da si se ful dobro znajdel noter, tako da je to ena taka res posebnost, da okoli tebe dajo ljudi, ki so res odlični in to se tudi dogaja recimo v oddaji Kaj dogaja, ki jo imamo zdaj. To je posebnost, ker so odzadaj res ljudje, ki res znajo odlične maske delati, ki se res poznajo na kostume, na rekvizite konec koncev. Potem so ljudje, ki so fantastični pisci, ki so izjemni kreativci in pri nas je zanimivo, da vsak noter, ki je, točno ve, kaj mora delati in to, kar dela v tem je, pa lahko rečem, mislim, je res zelo dober, in taka stvar tebe podpre. Dobra ekipa. Absolutno. Brez dobre ekipe, brez ljudi od zadaj, ki so v stvarih bistveno boljši kot si ti, brez tega nikoli ne more stvar ratati, na dolgi rok govorim, ne more ratati. Ampak to srečo očitno klemam,
Če smo že pri oddaji Znan obraz ima svoj glas, a si bolj švical takrat, ko si moral v kompletni maski na oder, ali takrat, ko si sodeloval kot del ekipe, ki je tekmovalce pripravljala na nastope? Ne, jaz sem najbolj švical med tem, ko sem razmišljal, kaj bom v oddaji naredil. Takrat sem najbolj švical, ker sem pač razmišljal, kaj je treba narediti, da bo spet zabavno, da bo ljudem to smešno, da bodo radi to gledali. Takrat sem najbolj švical. Ko sem enkrat bil na odru, sem rekel pač, kar je, kar imamo, s tem materialom, ki smo ga pripravili, gremo zdaj v živo v nedeljo zvečer na Pop TV-ju v eter. Ker vedno je tako, svine zrediti na božičen večer ne moreš. No, midva bova zdaj nadaljevala z glasbo, potem pa rekla še kakšno oddaji, kaj dogaja in ostalih Tilnovih veseljih. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. S Tilno Martačem klepetamo danes o glasbi, imitacijah in tudi satiri. Satiri, ki nastavlja ogledalo naši družbi, čeprav ti praviš, da te je satira bolj pritegnila zato, ker želiš ljudi spraviti v dobro voljo in nasmejati. Ja, pa tudi zelo me zanimajo imitacije. Najbolj mi je fascinantno, ko kdo od kolegov recimo naredi nov lik, novo imitacijo, in to me vedno najbolj navdušuje. Potem pa šele pride satira in, kot si omenila, nastavljanje ogledala družbi in tako naprej. Kakšen izziv pa je danes pri dogajanju v svetu na političnem parketu narediti dobro imitacijo, pa nastaviti ogledalo v družbi, ko se zdi, da smo včasih že fejst skrenili s tira? Ne zdi se, da so včasih boljši od nas v politiki, od nas satirikov, in to je največji izziv, ne? Ko politika funkcionira zdaj na nek način, ko rečeš, pa se to ni možno. Kako? In vidiš, pa se boljš od tega si pa mi ne moramo zmisliti. To je pa tako pretegnen, da na to je pa težko iti. In potem malo preveriš pri ostalih kolegih, a je to samo meni čuden, a je to res čuden, je čuden, ok, v redu, in se pol pomiriš, pa začneš razmišljati, kako bi pač to pretopil v satiro. Se pa definitivno satira spreminja in se je spremenil, 22 let nazaj, ko sem začel to delati, je bil, se mi zdi, svet politike drugačen kot zdaj. Zdaj so res postali politiki konkurenca nam, satirikom oziroma imitatorjem so res postali konkurenca, ker so na momente boljši od nas. In to nas skrbi. Po drugi strani pa lahko rečem, da nas ni strah, da bi poklic imitatorja zginil, ker materijala je vedno več in mislim, da ga na kratko hitro zmanjkalo. Bi pa izkoristil to priliko in nekako prosil vse politike, tako v vladi in opoziciji, da ne ohranijo te svetovalce, ki jih imajo odzadaj, ne jih ne menjajo, kar se tiče nas, zelo dobro svetujejo. Naj ne spreminjajo. To, kar zdaj delajo, je zelo fajn. Mi smo elita imitatorji, satiriki. Mi smo ta elita, ta majhen procent, ki ima dejansko koristi od vseh teh neumnosti, ki jih gledamo v politiki. Po eni strani lahko rečeš žal, ampak po drugi strani pa na srečo. Po drugi strani ne pa, že omenil si, da vam dela ne bo zmanjkalo, ker ne nazadnje tudi sami politiki, same slavne osebnosti, ki se jih imitatorji lotite, radi vidijo, da jih predstavite na svoj način in so nekateri celo užaljeni, če jih še ni med tistimi liki, ki jih vi imitirate. Velikokrat me ljudje sprašujejo, ti pa vam kaj težijo, so kakšne pritožbe, so kakšni pritiski. Edini pritisk je, ko nek politik začne
spraševati, zakaj mene ne imitirate, kaj je z mano narobe, a sem premlačen, a sem nezanimiv. In dejansko pač rečemo, ja, zaenkrat očitno ja, ne. Dej, če nas še nisi prepričala, da se začnemo ukvarjati s tvojim karakterjem, s tvojim glasom, potem moraš nekaj narediti na tem. Ne? Imaš veliko priložnosti v Sloveniji, da narediš kakšno potezo, ki bo prišla v javnost kot afera. Pri nas se to zelo hitro lahko zgodi. Ne? Pri nas imaš ogromno prilike glede tega, tako da mu rečemo, ne se potrudi v tej smeri. Ne? In zanimivo je, da se zelo hitro vas upoštevajo. Ampak imam jih na sumu, da to ni point samo, da ga začnemo imitirati, da so tukaj še drugi cukri, ki jih zanimajo. Ne? No, zdaj, če sva že pri teh politikih, kar precej se menjajo, ne? Kako natančno, kako dobro pa moraš sam spremljati, ne vem, politično situacijo ali pa estradno sceno, da si na tekočem s tem, kdo je zdaj in kdo je aktualen? Ja, včasih, pred leti si, ne vem, pogledal poročila, spremljal si informativni program na radiju, na televiziji, prebral si časopis. Zdaj lahko samo pogledaš Instagram in dejansko vidiš, kaj vse se dogaja, ker vsi politiki imajo zdaj že svoje profile in tam res zaslediš zanimive stvari in od tam jaz vidim kvaliteto teh njihovih svetovalcev, za katere upam, da ostanejo čim dlje z njimi. Te navdihujejo tako za ustvarjanje Radia Ga-Ga kot oddaje Kaj dogaja. 7 sezon je že za vami ustvarjalci. Kar precej se je spreminjala tudi oddaja, ne? V letošnjem letu oziroma v zadnji sezoni tudi z bendom v živo. Spremembe so nekaj, kar imaš tudi ti osebno oziroma kar imate imitatorji radi. Mislim, da je prav, da kar se tiče oddaje Kaj dogaja, da vsako sezono damo gledalkam in gledalcem nekaj novega. Minimalno se nekaj more spremeniti. Pa mogoče tudi publika ne zazna tega takoj, ampak samo občutek imajo nekako, da nekaj je drugače. Seveda zdaj z letošnjo sezono smo pa začeli res z novim konceptom, oddaje je daljša. Imamo živo band, kar me neizmerno veseli in vse komade, ki jih odigramo, ki jih odpojemo v oddaji, so odpeti in odigrani v živo in je to še nek dodaten izziv. Vsak teden moramo delati nove točke, ne, in lih to je ta nek adrenalin, ko dejansko nimaš časa kaj dosti vaditi. Ne. Mi pridemo na snemanje, gremo parkrat čez, če gremo in to je to, ni časa, da bomo se pa zdaj usedeli pa zvadili, pa ne, kako bi pa ni časa. Tako da pridemo, naredimo in rečemo, to je to, gremo naprej. Ampak nekaj kreativnosti, ne, pa je vseeno še dovoljene kljub scenariju, seveda, tudi pri pesmih. Ne? Igor napiše besedilo, ti ga pa pol še malo popeglaš. Jaz pravim, to so pa še eni cukri noter, ki jih pa dodamo, ki so zelo simpatični in to potem naredi samo točko še bolj zanimivo, atraktivno. Ne? Tako da ta neka spontanost, ki se noter zgodi, se pol tudi prepozna. Ne? Zdaj, če sva že v Škofji Loki, ne moreva mimo znanega Škofjeločana. Jan Plestenjak se ti je celo pridružil na odru in ste skupaj odpela, ne? Ja. Nedolgo nazaj sem ga srečal na televiziji in v neki oddaji nastopal in potem sva se srečala na parkirišču pred RTV-om in sem rekel, Jan, kako je šlo? In je rekel, se veš, tukaj smo, da zabavamo. Pa sem rekel, ja, kaj smo, zato smo se odločili. In je pogledal v daljavo in par sekund je bil tiho in je rekel, ja, imaš prav, in se odpeljal. No, zdaj ti svoje like Zelo rad imitiram Jana Plestenjaka. To je fenomenalen lik in sem
zelo vesel, da sem mu tudi mal podoben, ko mi naredijo masko. Ne. Edino je pa res, da je pa 1 meter višji od mene. To je pa treba priznati. Ja, je šel bolj v luft, ti pa v zabavne sfere. Čeprav greš rad tudi v luft, ne? Hribolaziš rad, pa take stvari so ti blizu. Tudi smučaš, ne, na zadnje. Ja, zelo rad smučam. Kar se tiče pa hoje v gore in tako naprej, je pa tako, ne? Jaz poleti grem raj v hribe kot na morje, ker pri morju imam en problem. Ne vem, kaj bi tam delal. Nisem človek, da 1 uro pa pol na dan plaval. In potem zjutraj na morju vstaneš in... Kaj češ? Ja, bevanda, ne? In to pol prakticiraš cel dan in se to nabere zvečer, ne? Ko pa greš v hribe, pa zjutraj vstaneš, pa lahko spiješ bevando ali pa zdravilca na vrhu, tako, ne, ja, da te tako. ne prepiha. Ampak potem si pa aktiven fizično in tudi zato rad smučam. Ta fizična aktivnost me zelo osrečuje. Plavam pa ne rad, ne, in zato izberem potem tudi hribe. Ne. Čeprav jadranje pa Iz morja pridem zmatran domov, to hočem povedati. Iz morja pridem zmatran. Če grem pa v hribe, pridem pa spočit domov. Potem te zdaj poleti ne bomo pošiljali na morje. Ja, pa ne bom zdaj izdal, kje bom poleti. Ja, najbrž bom šel mal na morje, no. ampak ne za 3 tedne. No, ne bomo preverjali, kam se bo šel solit, bomo pa z velikim veseljem v nadaljevanju rekli še kakšno o risankah, o željah za naprej, pa morda tudi o čebelah in še kakšni zanimivi zgodbi, ki si jo napisal o preteklosti. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, takole, kot smo obljubili pred novicami, bomo še nekaj minut preživeli v družbi Tilna Artača, človeka neštetih talentov, 100 glasov in podob, ki uspešno povezuje resno glasbo in vrhunsko satiro. Nekaj sva že povedala o tebi in tvojem delu, veliko bo še ostalo neizgovorjenega, tako da se bo treba zmeniti za še kakšno srečanje tukaj pred našim mikrofonom. Zdajle pa, če se še malo vrneva glasbi, violončelo, praviš, si vse po tisti profesionalni plati malo postavil v kot, kar pa ne pomeni, da ga ne primeš več v roke in z njim ne nastopaš. Lani, če se ne motim, si se lotil povsem novega izziva, tudi z dirigentsko paličico, ne? Ja, ko imam delo na televiziji, enostavno ni časa za violončelo, ampak ko pa se pojavi priložnost za kakšen projekt, pa seveda z veseljem to počnem, kle se počutim najbolj domačega. Tudi največ časa v življenju sem posvetil glasbi in violončelu, tako da sem lansko leto začel s projektom Klasični Artač v sodelovanju s Slovenskim mladinskim orkestrom. V sami predstavi pa odigram vlogo violončelista, pripovedovalca in pa dirigenta. Sem se prvič v življenju preizkusil kot dirigent pred simfoničnim orkestrom. Zdaj, Slovenski mladinski orkester je orkester, kjer noter nastopajo mladi, zelo nadarjeni glasbeniki, ki študirajo in v Ljubljani in drugod po tujini. Point te predstave pa je publiki približati klasično glasbo na način, da ji razložimo in pokažemo publiki, da klasična glasba ni zahtevna glasba, ni kompleksna glasba, ampak je žur glasba. Tako kot je bila to žur glasba v času Mozarta, v času Haydna. Ljudje so včasih žurali na klasično glasbo in so šli na koncert. In je orkester začel igrati klasično glasbo in so ljudje vmes ploskali, tako kot na rock koncertih. Potem pa se je mogoče malo zgodilo, da je klasična glasba ratala malo ugrabljena iz strani nekih ljudi, ki so rekli, to pa nam pripada, ampak ne, klasična glasba v osnovi je glasba za folk, glasba za žurata. Tako da na ta način želimo publiki to predstaviti in pa po drugi strani želimo publiki razložiti, pojasniti, da vsa glasba, ki obstaja, izhaja iz klasike. Se pravi, pop glasba je
kar se tiče harmoniji in pa samega sloga v glasbi, je to vse iz klasične glasbe in pokažemo tudi, da lahko primerjamo skladbo Anton aus Tirol od DJ Ötzija, ga lahko damo nazaj v slog Wolfganga Amadeusa Mozarta, ne? In da lahko tudi, oziroma je Mozart napisal tudi skladbe, komade, ki so podobni skladbam zdaj modernega časa. Ne? Kdaj, kje vas bomo lahko ujeli? Planirano imamo, oziroma sigurno je predstava 30. pa 31. decembra. Ne? To je predstava, ki mora iti za novo leto ven v Cankarjevem domu v Linhartovi dvorani. Tako da to sta dva termina, za katere lahko rečem, to bo. Ostalo pa bomo videli. Ne? To je, bom rekel, predstava, ki jo vsake toliko časa igramo. To pa zato, ker je zelo težko dobiti celoten simfonični orkester. To je na odru 45 mladih glasbenikov in kot sem prej omenil, študirajo v Ljubljani in v tujini in jih je treba dobiti na kup in to je kar izziv, ne? In je to izziv logističen tudi, ne? Tako da vsake toliko časa gremo ven s predstavo, potem majčkeno ugasnemo, delamo druge stvari in pa spet zaženemo. Me pa ta predstava zelo, zelo osrečuje, ker je to svet, kjer se jaz najbolj počutim. Še en svet te zelo osrečuje, pa ti ga tudi ne bi pripisali. Menda greš rad v Turen pod zvonove, kjer se pa čuti prav posebne vibracije. Si namreč tudi pritrkovalec. Ja, zdaj že nekaj časa sicer ne, no. Malo tudi čas in tako naprej, ampak je pa to moja velika strast, ja. Zvonovi, to je meni zelo fascinantno, ko nad sabo vidiš par ton težak bronast zvon in ko to zazvoni, je to spravim ena posebna in meditacija in hkrati tudi terapija. Da ne govorim o tem, da zvonjenje je to je ena disciplina, ki mi je dala v življenju zelo dober ritem, ne? In je to ena taka posebnost, kako so te stvari, ki grejo naprej po ljudskem izročilu, ne? Kako znajo biti ljudje dobri v ritmu, kljub temu, da nimajo nobene glasbene izobrazbe, in kako ta ritem so ljudje sami nekako izpilili do te mere, da je sama kvaliteta pritrkavanja v Sloveniji je zelo na visokem nivoju, plus da je to ena res posebnost, ne, nasploh. Ker ostale države tega nimajo in se spomnim, enkrat smo šli v Avstrijo recimo pritrkavati in je zanimivo, ljudje gor tega niso poznali in ko se je začelo pritrkavati, so ljudje na cesti ustavili z avtomobili, šli ven iz avtov in gledali, jim ni bilo jasno, kaj se dogaja, ne. To je taka velika posebnost pri nas v Sloveniji. In še kar nekaj takih posebnosti bi lahko izpostavili, pa nama čas pravi, da si bova za danes pomahala v slovo, zato za konec še en tak klasičen pogled v prihodnost. Izzivov ti ne bo zmanjkalo. Kaj pa je tisto, kar imaš zdaj v kratkoročnem načrtu, poleg že slišanega decembrskega koncerta oziroma dveh? Malo dopusta, potem pa začnemo, oziroma dele moramo do konca pripeljati čez sezono Radia Ga-Ga. Do konca junija smo na programu. Imamo tudi gostovanje ta teden v sredo. Ja, v sredo smo v Idriji. Čakajte, moram pa zdaj, da pa ne bom... Ja, to pa le, da ne bova zdaj pa koledar odprl, no? Krive vere širila, pa naju bodo potem preganjali. Tako, v sredo filmsko gledališče smo za Radiom Ga-Ga v živo v Idriji. Potem se bo oddaja predvajala na prvem programu Radia Slovenija. Tako da to malo dopusta, kot sem rekel, potem pa praktično v začetku septembra spet začnemo z oddajo na radiju, v sredini septembra začnemo z oddajo Kaj dogaja in novimi zgodbami. Z novimi zgodbami, z novimi liki, z novim materialom, ki nam ga bo politika zagotovo dala, in jaz bi se jim zahvalil v tem trenutku res za ves ta njihov material in jaz se zavedam, da brez njih ni nas.
Tako da hvala jim. Pred novim letom, ko so pa že o tem govorili, pa zihar kakšno flašo nesel na vlado Republike Slovenije za dobro sodelovanje tudi v novem letu 2027. No, bomo preverili, ali se bo to zares zgodilo in kdaj. Ne vem, kaj gospod premijer pije. To je že vino, kabaret, modra frankija, mogoče. Tako, bomo preverili Domaš tudi sadja več, tudi to je možno. Pelinko, več mogoče. Absint. Ja, kdo bi vedel? Kdo bi vedel? Tilen, hvala lepa ti za tale današnji obisk v našem studiu. Prijetno poletje, veliko veselja in kot rečeno, kmalu spet na druženje pred našim mikrofonom. Hvala vam za povabilo, lep dan.